Izteka se 28. tekmovanje Mladi za napredek Maribora. Na Zvezi prijateljev mladine pa ocenjujete, da je vse več raziskovalnega duha med mladimi v mestu. Ja, gotovo ga ne pojenja, ustvarjalnost mladih je izjemna. To dokazujejo tudi številke, da ostajamo na ravni skoraj 200 oddanih raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov tudi v tem letu. To pomeni, da je sodelovalo več kot 300 mladih, da jih je podpiralo več kot 160 mentorjev, ki so dosegli zares lepe rezultate, o čemer se bomo lahko prepričali ravno kar na zaključni prireditvi. Na katerih področjih se najbolj odlikujejo? Zelo različno. Osnovnošolci zelo radi posegajo po sociologiji, zdravstvu in veterini, pa vendarle ni nujno, da so to tudi tista področja, kjer bodo dobili nagrade letos. Letos so posebne nagrade podeljene na interdisciplinarnem področju, na področju kemije in na področju strojništva. Med srednješolci je namreč zanimanje za strojništvo, elektrotehniko in druge tehnične vede zelo veliko. Ali mladi, ki pričnejo tako raziskovati, tudi nadaljujejo v raziskovalnih vodah? Ja, o tem sem prepričana, pa to na koncu koncev dokazujejo tudi posamezni primeri. Danes na zaključni prireditvi je del programa ponovno avtorica deklica, ki je pri nas pred 2 letoma še v osnovni šoli zmagala z inovacijskim projektom in zdaj nadaljuje to delo. Nenazadnje tudi mentori so nekdanji mladi raziskovalci, zdaj so že postali mentori in pač mlade vpeljujejo v ta svet raziskovanja. Na katerih področjih je možno uporabiti izsledke tvojega dela? Ja, izsledke je možno uporabiti predvsem na kemijskem področju, tudi na področju medicine, na področju forenzike. Spojine so uporabne tako za odkrivanje raka, kot predvsem za odkrivanje različnih kemijskih sprememb znotraj organizma ali na površini različnih snovi, ali pa preprosto kot svetilno sredstvo. Najbrž nameravaš nadaljevati raziskovalno delo? Na tem področju ne vem, če bom delal kaj, razmišljal sem sicer, da bi se dalo te spojine še mogoče malo predelati, pa dobiti še kakšne druge derivate, ampak verjetno se bom osredotočil tudi na kaj drugega. Si pričakoval prvo nagrado? Ne ravno, no. Sploh nisem niti poslušal, ko je gospa razglasila, samo slišal sem kemiluminescenčna aktivnost in prosim, da Griša Bričič stopi na oder, ne, sploh do stopnic niti nisem točno vedel, zakaj moram tja, no. Ker zelo presenečenje, no. Tvoja naloga kot izjemna raketa na vodo je dobila še dodatno nagrado dr. Brede Žerjal. Kaj si ugotovil v njej? Sam sem si zastavil problematiko modeliranja, to je matematičnega in fizikalnega modela leta vodne rakete. Na začetku sem si postavil 5 hipotez, katere sem 3 od njih ovrgel. Raziskal pa sem predvsem analitično opisovanje leta. Kje se vidiš čez 10 let? Moj veliki cilj, ki upam, da ga bom doživel v svojem življenju, je, da bi bil priča prvemu medgalaktičnemu oziroma medzvezdnemu potovanju, kateremu počasi probam priti vedno više, vedno bolj probam uresničevati ta cilj. Začel sem pri malih korakih, torej pri osnovnih matematičnih modelih. Čez 10 let se upam, da bom v kakšni raziskovalni inštituciji bom raziskoval le to tematiko in probal dognati nova dognanja na samem strojništvu raket in pa letal.